HTC U11 live in moram probati, kako dejansko vloge dela, da vidim, kako se izpodvaja. 25 stvari, ki sem si jih naredila. Naprimer, nisem se naučila govoriti. 25 stvari, ki sem se jih naučila v 25 letih. Naučiti se moraš, da moraš spoštovati starejše in tiste najstarejše, tiste, ki so res že v letih. Ampak samo do ene meje, ker so lahko do tebe največje riti in čisto vsega ti ni treba prebavljati. In jih lahko pošlješ v trip. Včasih so res zateženi in nimajo spoštovanja v tebe samo zato, ker si mlad. Ok, naprej. Ne pust sestrič, bratu, sestri, prijateljem, staršem. Ni važno, koliko te prepričujejo, da oni to zmorejo in vidiš tisto, oni zaupajo vas, ampak ne. Meni je sestra enkrat vse lase vrgla naprej in jaz sem rekla, zaupaj mi, vem, kva delam in pa škaškarim in tako češ. In pa mi vse vrgla nazaj. Imagine that. Tep nazaj v preteklost pošiljam to. Ne se mazati s kjermokoli pudrem. Če se že hočeš mazati, ne se mazati s pudrem, ki ga najdu doma, redom v kopalnici, ker ni tvoj, ni namenjen zate in zihar je preteman, presvetu. Skratka, ni namenjen tep. 3krat premisli, koliko pozornosti zares rabiš. Jaz, če se vrnem nazaj na svoje stare Facebook poste, je to cringy situacija, da me glava boli in... Kaj sem enkrat naredila? Na svojo šolsko torbo sem obesila svoje telefonske številke, da so jih lahko dol utrgali. To je napačen način iskanja pozornosti. Ne naredi vsakega selfija za identičnega zornega kota. A kdaj gledate pa scrollate po Instagramu od kakšne punce, fanta, ki ima vsak selfie identičen? Dejansko je tako, da bi se šel v igrico, najdi razliko. Why? Ne hujšaj s stradanjem. To je nekaj najslabšega, kar si lahko narediš. Hungry. Besede svoje povej. Jezen pa lačen. Don't do it. Plus jo efekt. Brez veze. Če si na poti do svoje popolne postave, kar je cool, you go, girl, boy, whatever, ampak si zaradi tega ne zagreniš življenja, ker ni vredno. Če ti nekaj ne gre tako naravno po planu, potem verjetno delaš nekaj narobe ali pa situacijo preveč siljaš. Se pravi, če je preveč naporno, moraš umiriti zadeve in iti en korak nazaj. Ne prilagajaj svoje osebnosti vsakmu, ki ga srečaš na svoji poti. Tako je, dalj boš to počel, dalj časa ne boš najdu samega sebe. Ko narediš izpit za avto, dejansko probi ta avto voziti. Drugače se ne moraš konkretno naučiti in boš še naprej tako, kot sem zdaj jaz, ker ne znam bočno parkirati ali pa parkiravam v rikvrtsko in popravljam 15krat. Čeprav imam dosti placa. Don't be me. Next, ta vam bo všeč. Če ti je vedno uspel vsako stvar narediti zadnji moment in loviš ti zadnji rok, ti bo to verjetno še naprej uspeval. Priporočam, da se zanašaš na to, ampak it is what it is in dejansko to pač kar naprej uspeva. Pazi zdaj te naslednje, to je bil brainstorming. Prvič, če ti ni do seksa, reč ne. In nikdar ni do seksa, zamenjaj partnerja. Če ti ni do partnerja, zamenjaj partnerja. Če ne moraš živeti sam s sabo brez partnerja, se še nisi naučil živeti sam s sabo. Do it. Če se razideš, ne pozab ene stvari. Imel si življenje preden si bil s to osebo in si preživel in boš imel tudi življenje potem, ker ti osebe ne bo več in boš še vedno preživel in bo mogoče kvečem boljš. Ne trudi se ljudi na silo obdržati v svojem življenju, ker gre tukaj ponavadi za nek enosmeren odnos in že beseda pove dosti, enosmerno. Daj prostor nekomu, ki bo rad v tvojem življenju in ki bo na pozitiven način zavzel ta prostor. Pošilja modrost. Reči stvarim ja. Tudi če ti kdaj ne paše, hashtag, če si len, slash je bil mišljen, če si len, čem že govorimo? Reči stvarim, ja. Zato, ker bojo tukaj vam prišle kdaj pa kdaj najboljše stvari. Greš na tisto eno pivo, greš na izlet v neznano, greš na road trip, greš na eno predstavo, kam misliš, da ne bo cool, probaš iti ven z novimi ljudmi. Take stvari se splačajo in ne prestujejo. Zdaj smo mogli na eni točki preboleti, tist, ki te ne sprašujejo več za oseben dokument, ne v lokalu, ne v trgovini. Oziroma je bolj tako, da če te še kdaj vprašajo, si res vesel. In poj ne rečeš tako, ok, ampak rečeš hvala.
Probaj kdaj manj govoriti in več poslušati oziroma prisluhaj ljudem, ker je velika verjetnost, da imajo kaj pametnega za povedati ali pa da imajo mogoče prav in ti nimaš. Redno se spomni sam sebe vprašati, če si srečen. Če je odgovor ja, če je odgovor ne ali pa ne, pač probaj nekaj spremeniti. Ker si res velikokrat lažemo, včasih sama sebe vprašam, tako kar malo na silo, ker sploh sam s sabo nočeš govoriti o tem in pa se vprašaš in si tako, ja, to pa to me moti in pol si tako, ja, naredke in pol vidiš, da si len in v bistvu se tle sploh ne blug popravlja situacije. Sem začela sama s sabo govoriti. I do that. Če imaš možnost, pojdi živet v študentski dom. Res. Ampak mislim, da je tudi opcija, da komu to ni. Se spomnim, ko sem imela prvo cimro, ki je bila ful pridna arhitektka. Dvomam, da to gleda, ampak se spomnim, kako je popokala iz sobe čisto zadnji dan, ko je bila tle. Sem mislila, da drugače sem v redu, ampak pa na koncu, skrajni čas, da grem, nekaj smo jo razpizdili. Prebolevanje mačke je beden, ampak si ga ful lahko izboljšaš in popraviš, če ima zraven družbo od prejšnje noči, da skupaj obuješ spomine, kakšen lekadol, predvsem pa dostavo hrane po možnosti kitajsko. Pojej ti skozi pice in tiste muffin. Zato, ker bolj si boš odrekel, bolj si boš želel. Tudi tako, ker tisti prepovedan sadeš, nekaj ne smeš in pa boš točno to hotel, tako, nope. Pač moraš si dovoljiti in poj se nekako pomiriš in se vse stabilizira in poj dejansko bolj normalno, brez prepremišljevanja živiš in ješ in true. In še zadnja točka. Nikdar ne boš vsem všeč. Nikdar. Lahko se na trepalnice postaviš, lahko se pobarvaš na modro, lahko greš na Mars vmes živeti lahko. Če boš razumel, da nikdar ne boš vsem všeč, poj boš če ne drugega vsaj s tebi všeč. Znam še ena stvar. Razmišljala sem o prvem giveawayu, ker ne bi bil ena random stvar, ampak recimo, da sem jaz dobra v portretih, rišem s finčnikom, predvsem portrete, ful malo tega počnem, ampak ko se poglobim, to traja par ur in rade nekaj spodobenega. Zanima me, če bi sodelovali v tej nagradni igri, da bi jaz enega žrebala in tisti bi potem dobil svoj portret. Sam bi mi mogel še eno sliko poslati. Povejte, kaj mislite? Ok, to je to za danes. Upam, da vam je bilo všeč. Jaz sem Alenka, se vidimo naslednjič. Ne vem kdaj. Lepo se majte, bote v cveti, radi se majte. Aj, čau!